Vili Vonstal. Kombi z najlepšo vsebino v Sloveniji. Je eno lepo povezovanje. Kranj. Mislim, da smo se imeli vsi ful fino. Verjetno nikoli ne bi gostovali v Zagorju, če ne bi bilo Vilija. Vesela sem, da sem lahko na tak način predstavila svoje izdelke. Tako da, Vili, upam, da nas še kdaj kam zapelješ. In hvala, ker si se pripeljal tudi v Novo mesto. Najlepša hvala, Vili ven. Bravo ekipa. Čist preprost je, zakon si in hvala, ker si mene in moje slamnike letos peljal na morje. Ok, čak mal, zdaj pa do zajbancije, zdaj je pa v bajti Vili, zdaj pa Vili povedal, kva se je dogajalo. Ok, začnimo od začetka. Prvo so me refreširali, da sem bil lep in primeren za svoj namen. To pomeni, da so iz mene vrgli ven vso odvečno staro kramo. Ampak prvo so me pa peljali na en tak fini, dolgi spa generalni servis, pa še preluknjane stare gume so mi zamenjali z novimi. In zdaj, ker sem se na servisu zadržal predolg, so imeli pol sam še en teden cajt, da me do konca zrihtajo, ker se mi je že modil na Fužine. Tam sem imel prvi official photoshooting z Marjatom, pa smo šli pa na muzejsko noč in smo imeli tam še štante z mojimi oblikovalci. Kasneje smo šli še v Belo krajino, potovali smo v Kobarid, na Kranfestu smo imeli še modno revijo, v Zagorje ob Savi smo šli, na Kino otok v Izola, v Novo Gorico in na koncu še v Novo mesto. Moj namen je bil, da povežem in predstavim mlade slovenske blagovne znamke. Prevozil sem več kot 1700 km starih cest, enkrat sem šel pa tudi na avtocesto. Spoznal sem okoli 32 oblikovalcev in drugih finih ljudi iz kreativnega sektorja in sem z njimi naredil 18 podcastov, 13 video intervjujev in 3 modne revije. Skratka, imeli smo se fino in v letu 2022 se bomo imeli pa še bolj fino. Oh yeah! Zahvala gre Centru za kreativnost in Muzeju za oblikovanje in arhitekturo. Subvencionirala me Evropska unija z Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.